Aretacija postane viralna, potem ko naj bi se dve OnlyFans manekenki odločili, je sedežni red na letalu zgolj priporočilo. Imate svoje vstopne karte? To je noro. Ne, jih nimava. Očitno so pijani in vi se nočete ukvarjati z nama. Nimava svojih vstopnih kart. Ko je policija prisiljena posredovati, se ti potniki odločijo, da naredijo tole. Vržejo me ven, ker nisem sedela na pravem sedežu. Vidiš? Jej. Dejno, vstan gor, vstan. Ampak ugan kaj? Celoten aretacijo je posnela telesna kamera, zato vas bomo popeljali skozi tiste viralne trenutke in kaotičen prizor, ki je sledil. Vstani. Vstani. Vstan. Dejno. Vstani, oprosti, samo morala sem na stranišče. Morala sem narediti malo joge na poti v zapor. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime, Sam Elizabeth Milner. Preden začnemo s tem primerom, vam želim povedati o aplikaciji, ki vam bo zagotovo všeč. Imenuje se Upside. Z Upside dobite vračilo denarja. Da, dodatno vračilo denarja pri vsakodnevnih nakupih, kot so gorivo, živila in hrana za seboj. Tukaj je, kaj morate storiti. Brezplačno prenesite aplikacijo Upside, izberite ponudbo na eni izmed njihovih več kot 100 000 lokacij in plačajte kot običajno svojo kartico. Nato potrdite nakup in bum, dobite vračilo denarja. Recimo, da si eno noč zaželim hrane za seboj. Najprej bom poiskala ponudbe v aplikaciji Upside. Ko upravim nakup, se denar pojavi v moji aplikaciji in ga lahko neposredno prenesem na svoj bančni račun. Pogosti uporabniki Upside v povprečju dobijo nazaj $254 na leto. Da začnete prejemati denar nazaj, kliknite povezavo v opisu ali skenirajte QR kodo in uporabite promocijsko kodo ITC, da prejmete dodatnih 25 centov bonusa za vsak galono pri vašem prvem polnjenju goriva. Zdaj ne vem za vas, ampak ta video se mi je ves čas pojavljal na mojem FYP. Policija pravi, da sta ti dve ustvarjalki OnlyFans prejeli toliko opozoril, da so morali žal let začasno ustaviti. In ko jo peljejo v zapor, ta dvojica spremeni svojo pot v priporu v pravo gimnastično predstavo. Je 9. januar 2026. Smo v Miamiju na Floridi, na mednarodnem letališču v Miamiju. Ura je malo čez 17:30. Ko so policisti napoteni na terminal American Airlines po prejetju poročil o dveh pijanih potnikih, ki nočeta zapustiti letala. Ko so policisti prispeli do izhoda, E5 so se pogovorili z nadzornico letalske družbe, ki je povedala, da sta bila oba potnika v prvem razredu. Težava je v tem, da to ni bilo zapisano na njunih vstopnicah. Preden si ogledamo posnetek s telesne kamere, si poglejmo še pogled obeh potnikov, ki sta svoje norčije objavile na družbenih omrežjih. Imata v ini vstopnici, to je noro. Ne, jih nimava. Očitno smo pijani in nočete se ukvarjati z nami. Jaz nimam vstopnice. Poglej nas. To se je zgodilo potem, ko sta dokumentirali svojo pot na letalo, kot sta delali stoje na rokah in tvrkali na mostu do letala. Obe potnici so identificirali kot 31-letno Jordan Landry in 34-letno Sonjo Blanchard. A par je morda bolj znan po svojih OnlyFans vzdevkih, Lacey Jane in Sonja Mallory. Zdaj pa se vrnimo k posnetku telesne kamere, da pokažemo trenutke, ko so namestniki prispeli na letalo. Do tega trenutka se zdi, da sta obe na svojih pravih sedežih, vendar nočeta zapustiti letala. Hitro vprašanje. Ali moramo prijaviti vse, če jih imate vi? Oni noče, jaz imam potem, ko zapustijo letalo. Letališče 2:30 za. Nisem. Hello. Kot vi. Ni mi treba biti nazaj prejšnji teden. Ne ubogam, se samo kapitan, ne ubogam. Si prepričan, da si zmag? Preko je dva tvoja potnika sedita v prvem razredu. No, sprejela sta pijačo, začela sta piti, potem pa se jima rekel, da se vrnete na svoja sedeža. Ampak sta pa že pijana. Zdaj jih prosim, ne pridejo naprej, da lahko govorim z njima. Odklanjala sta, da bi prišla ven, zato pozavim ga, nekaj čakajte. Minilo je že nekaj časa. Opazoval vas bom. Povejte jima, da morate zapustiti letalo. Če tega ne boste storila, bomo izpraznili letalo in jo nato prisilno odstranili. V redu? Prav. Torej, najlepše hvala sem skupaj. Vi tega ne bi storili zase. Na onande, kako je? Power in the back. Power in the back.
zadaj. Kot lahko vidite, je letalo polno drugih potnikov, ki verjetno poskušajo ugotoviti, kaj se dogaja, a so verjetno tudi že pripravljeni, da letalo vzleti. A potem se zgodi ravno nasprotno. Nočejo. V redu. Izpraznite celotno letalo. Moramo izprazniti letalo. Zdaj uporabljam. Samo prišli bomo gor. V redu. Vsi so čisto zadaj. Ja, vse je samo zato, da si nadeneš tisto masko, razdaljo vrh vrha. In to ti že četrtič pravim, ne grem z te strani. Sam, da jaz, oni ne, jaz ne, lahko gremo to nasloviti. Opustite. Ne vedo, ne želijo me ustaviti, moram. Jih vprašati, če ne, potem mi samo... Ni problema. Naj vedo, da jim ne bo dolg čas. Bodo aretirani zaradi nedovoljenega zadrževanja. Veš kaj, kar sama jim bom dala vijoličnega. Smo na nujnem klicu, vi ste na 4-8. Ja. Ste na 4-8, odlično. Hej. Moram govoriti s tabo spredaj. Poslušaj se. Poslušaj, kaj se bo zgodilo. To se bo zgodilo. Če zdaj ne zapustite letala, bom izkrcal vse iz tega letala in boste aretirani zaradi nedovoljenega zadrževanja. Razumete? Razumete? Je tukaj kakšen odvetnik? V redu, kot sem rekel, bomo izpraznili letalo in vas bom odpeljal v zapor. Razumete? V redu, on razume. Hvala, Joe. Prav, fantje, cenim vaš čas. Bi šel ti prvi, ali ne grem jaz? Ne vem. Vsak, ki je moral kdaj izstopiti iz letala, ve, kako nadležen je ta postopek za vse. Vzeti moraš vse svoje stvari, izstopiti iz letala in seveda to pomeni, da je tvoj let še bolj zamujen. Dva od njih pa gresta v oba, ker je bil on v sosednji sobi in je slišal isti govor. Sem ji že povedal, sem jo opozoril, ni vstala, gre v zapor. Tako morajo zdaj vsi potniki eden za drugim zapustiti letalo. In tisti, ki imajo kratek čas za prestop na naslednjem letu, niso zadovoljni. Kaj se zdaj zgodi? Vsi bomo zamudili prestopni let. Ampak če imamo samo 30 minut, da prestop in ni več časa. Ponovno bomo rezervirali let. Se vidimo tam. Grem pogledat. Videti je kot hotel. Moram vprašati za nočno masko. Vem, da to dobimo. Ko bo šla mimo, odpeljite ljudi nazaj, da lahko tukaj opravimo svoje. Poskrbi, da boš vzel tisto knjigo pri tisti pogodbi. Ja. Vidim jo. Kje prihaja druga? V redu, zdaj smo pripravljeni. Pripravljeni smo. Rešili smo celotno letalo. Nočemo, da vsi pride, ona je druga tukaj. Dej no. Do tega pridemo čez trenutek. Namestniki lahko aretirajo Sonjo in Jordana, vendar je to šele začetek še večjega kaosa, ki se bo kmalu razvil. Ploskajte z rokami. Ploskajte z rokami. Tvoje prsi so bile na začetku, ko smo začeli. Kaž? Ko sem ti rekel, da zapustiš letalo. Takrat si morala izstopiti. Ko si mi rekla, naj pokličem tvojo odvetnico. To se je zgodilo. Ja, me ne briga. Moja odvetnica te bo kontaktirala. Torej, zakaj si tako? Počakaj, počakaj, počakaj. Še vedno na našem letu. Še vedno bi lahko leteli.
Počakaj. Ker nisem sedela na pravem sedežu. To počneš, ker nisem sedel na pravem sedežu. Dobesedno imam vse posneto. Samo opravljajo svoje delo. Opravljajo svoj del. V redu, Pema. Potrebujem nekoga, da mi priskrbi informacije o stewardezi, pilotu in tem gospodu. Tako sem bogat. Potrebujem žensko za osebni pregled. Ne, to je zato, ker smo dobre. Mečejo me ven. Ven, ker nisem videla. Pravega sedeža. Stani, stani. Stani! Eno, stani. Ja, Jordan Lantry se odloči, da bo začela s tem, kar sama imenuje joga. Ampak glede na viralni posnetek s telefona, ki je krožil po družbenih omrežjih po aretaciji dvojice, bi drugi rekli, da dela samo špago. Vržejo me ven, ker nisem sedela na pravem sedežu. No, stani. Stani! Eno, stani. Oprosti, sam ljulat moram. Morala sem se malo raztegniti. Torej, vrnimo se malo nazaj in si oglejmo posnetek telesne kamere namestnika, ko odpelje Sonjo stran, ker seveda si tudi ona ne more pomagati, in naredi malo joge. Še vedno bi lahko šli na naš let, nismo smeli streljati. Konc. Ker nisem sedela na pravem sedežu. To počneš, ker nisem sedel na pravem sedežu. Video, dobesedno imamo vse posneto. Samo opravljajo svoje delo. Opravljajo svoj del. Pravzaprav pa. To je moja žena. Sem začetnica. Sem začetnica. Hej, CJ, oprosti, res mi je žal. Resnično moram. To je... Imela sem to na posnetku in fantje so dobesedno rekli, da sem mi rekla, naj ti povem, da je v redu, ker sem to res naredila. Vržejo me ven, ker nisem sedela na pravem sedežu. Dej no, stani. Oprosti, pravkrat sem šla na stranišče. Morala sem narediti malo joge na poti v zapor. O, moj bog. Beži! Hej? Me reči, da želiš jesti. Še ena je. Ja. Moram se vrniti in jo vzeti. Pravzaprav. Moram preveriti svojo pošto. Rešila sem svoje otroke. Moram preveriti svojo pošto. Hej, ne sedi v prvem razredu. To je noro. Moram biti tam. Moram biti črnec. Moram to dobiti.
Je to jesen? Ker moram biti v redu. Obdržala bom svojega fanta. Hvala vam, fantje. Hej, ne sedi na napačnem sedežu. Ne, rekel sem tem fantom, naj mi to pozabijo. Tistim fantom tam sem rekel, naj mi mogoče dobijo informacije o pilotu, stevardesi. Imamo jih 4. Tam je še eden. Kdo se bo šel? Ja. Moram iti, da preverim svojo pošto v miru. Hej, ne sedi na napačnem sedežu, ker te bodo aretirali. Hej, ne pošiljaj tega s prvo klaso, ker te bodo aretirali. Ne vem, če bi to našla. Tudi jaz ne mislim, da je tako. Pojdimo dol, izhod 11, parkiran sem v nadstropju. Sonja in Jordan sta bila oba obtožena prekrška vstopa na tujo lastnino po opozorilu in odpeljana v zapor. Moram biti. 12. Ja, sem. Vse sem imela na videu, potem pa sem tipu rekla, naj pride s tem. Pa sem rekla, Samo recite nam, naj se vrnemo na svoj sedež in... To ni problem. tako da. Kdorkoli. Karkoli, kdorkoli je, v kateremkoli gibanju sranje se dogaja. To ni moja prva aretacija očitno, ampak tako pač je. Kje imaš osebni dokument? V moji torbici. Imaš jo poseb? Zakaj bi jo imela poseb? Ne, nimaš torbice poseb. Vi ste me aretirali. Je bila tvoja torbica v zgornjem predalu? Ja, ne, moja torbica je bila na tleh. Oni pustijo mojo torbico na tleh, splošena, kaj sem sama. Upam, da je v roki. Pojdimo. Hvala. Železnica je za nami. Pravkar sem videl. Ja, obrni se na bok, da ne bo bolelo. Daj ramo na stopala in kolena na eno ali drugo stran. Tako je veliko bolj udobno. Ampak so mi dovolili, da grem zadaj na ta način. Kaj? Nisem agresivna. Moram jih dati zadaj. Bil sem tukaj zadaj brez njih. Ne bodo šle dol, dokler ne pridemo do zapora. Ne morem jih sneti. V Miamiju tega ne snamejo, dokler ne pridete do zapora. Dal jih bom spredaj. Naj začnem pri vogalu. Duo z OnlyFans je bil medtem izpuščen iz zapora.
Po poročanju več medijev v Miamiju sta obe izkoristili svojo viralno aretacijo in začeli prodajati izdelke z njunima fotografijama iz pripora. Hvala, da ste se mi pridružili v tej epizodi oddaje o zločinu. Sem Elizabeta Noler in se vidimo tukaj spet jutri z novim primerom.